Dobar dan, pozdravljeni na novinarski konferenci RTV Slovenija. Sem v nekaterih okoljih naletela na dokaj anarhične razmere. Določenim sodelavcem ne moremo podaljšati pogodbe o honorarnem sodelovanju. Kriteriji za ohranjanje sodelavcev so jasni. Kakovost, strokovnost in prizadevnost, stalnost, na vse zadnje tudi socialni vidik ni tako nepomemben. Ker imamo manj projektov, ker niso strokovno dovolj dobri, ker morda niso dovolj prizadevni in tudi morda, ker niso stalni, ampak samo občasni in niso odvisni samo od nas. Polno moramo tudi zaposliti redno zaposlene sodelavce. Nihče ne more prihajati na televizijo samo v službo in prejemati plače. Delati moramo za plačo. Imamo na primer sodelavko, s katero se že od decembra trudimo, pa ni edina, da bi vendarle naredila eno večerno pogovorno oddajo. Zadnje pol leta ni delala nič, kljub vsem našim naporom. Zadnje, kar sem slišala, je, da si je menda v petek pozno zvečer tukaj v tej stavbi RTV-ja, v času, ko je bila uradno službeno odsotna, zlomila nogo. Eno vprašanje imam po mojem za gospoda Filija pa Jelko Vizit. Kaj si govorila, izdelam svoj eksplicitno višji mok, ki od novembra dalje tukaj nič ne dela. Me zanima, zakaj ne začeli postopek za odpoved izrednega delovnega razmerja? Zdaj, po moji oceni bi prišpajali kakšni 50 ur do leta, to je liš. 20 pa lišču, recimo. Kar se tiče pa Miše, poglejte zdaj odziv na kolego, za katerega bo odločeno, da ne bo več stalno sodeloval, samo projektno. Si predstavljate postopek odpovedi delovnega razmerja Miše Vovk. Mislim, malo za šalo, malo za res, ne, ampak hočem povedati. Jaz sem prišel sem in je Vlado Borušič povedal, kako so njega odpustili pred leti z RTV-ja, pa ni bilo nobenega protesta, sam specialce z ljudje. Tako da dvomim, da bi bil okoli Miše Vovka tudi protest. Ja, za Mišo Vovk, jaz jo spoštujem, želim, da dela in se trudimo, da bo. Zdaj trenutno pa ima malce težav, kot sem slišala, kot sem bila obveščena. Tako da se bo tam to njeno delo malce moralo preložiti. Hvala lepa. Ostaja Marcel Štefančič te oddaje. Je pa res, da smo vodenje ponudili v kakršnikoli obliki, to bi se pač pogovarjali naprej Kseniji Horvat. Ona je tudi ena od teh primerov, ki so pač redno zaposleni in bi morali delati še več, ampak v tem trenutku še razmišlja oziroma ne vem, kako ne rečem, išče verjetno ovinke, da ne bi tega delala. Tako da v tem trenutku recimo Studio City ostaja v tej zasedbi, kot je. Erik Valenčič, oprostite, edino, kar sem imela z njim je, da smo ga na TV Slo 3 pred ne vem kolikim časom sprejeli in se je tam z drugimi učil televizijske obrti. Nazadnje pa sem se morala kot direktorica televizije javno opravičiti, ker je menda v eni od svojih oddaj zmanipuliral neko osebo. Hkrati sem se zavzela, ko sem izvedela, da ima težave, da je hiša stopila v njegovo pomoč. Voditelji stalnih oddaj. Noben voditelj ni stalen. Mi nimamo stalnih mandatov tukaj. Tudi zdajšnji voditelji TV Dnevnika nimajo mandata več kot do konca leta. Edini doživljenjski voditelj je morda Slavko Bobovnik. Gross Rok tukaj, jaz sem pač kot predstavnik naših vernikov in vernic, ker tudi, bom rekel, se jih direktno tiče in indirektno. Dva zelo kratka vprašanja bi imel, eden bo prisotnim novinarjem in vse javnosti, ki je tukaj, drugi bo pa vam. Najprej bi imel vprašanje, glede na to, da se postavljajo indici za, bom rekel, jaz sem naštel vsaj 4 kazniva dejanja. Enega od teh ste že našteli v vašem monologu, ali kako hočete temu reči. Zdaj, kaj jaz vidim pri tem najbolj sporno? Sporno vidim, da je javno objavljen mobbing. Mobbing je kaznivo dejanje. Vkolikor je to res, kar se je dogajalo, je to stvar, ki bi jo mogli kriminalisti že preiskovati. Potem druga stvar, kar je, vkolikor je res, da se je na seji programskega sveta diskriminiralo na podlagi nacionalnosti,
je to samo po sebi kaznivo dejanje. Vkolikor je res, da je bil katerikoli vodstveni seznanjen s tem, je to naslednjo kaznivo dejanje. Tukaj se še nadaljuje, veste, spisek, ampak tukaj so drugi, bom rekel, pristojni za to, ki morajo to raziskati. Druga stvar, ki je pa vprašanje, ki je vsem tukaj prisotnim novinarjem in vsej javnosti, kaj je. Jaz sem že pač tudi javno to napisal in bom še enkrat napisal. Prišli so po stotine drugih. Pred parimi dnevi so prišli po Jeleno, včeraj so prišli po Erika in ne misli, da ne bojo prišli po vas. Vse bojo prišli, prej vse boste vsi na vrsti. Vprašanje je pa tem, ali boste sprožili generalno stavko. Čisto resno vprašanje vsem vas. Hvala. Navedli ste 3 kazniva dejanja, četrto nisem razumel, katero ste mislili, da je že bilo povedano. Četrto so pa stvar kriminalistov, da jih najde. Ker tukaj je, kar je bilo pisano v časopisih, v sredstvih javnega obveščanja, je poleg tega tudi recimo ena od teh je nezakonita zaposlitev. Zapisano je bilo, da so na sodiščih bili novinarji, ki so bili nezakonito zaposleni, kot SPI, morali bi biti pa v razmerju za nedoločen čas. In to so bili stotine primerov, kolikor je meni znano, pa se opravičujem, če to ni res, mogoče je bilo 10, ampak tudi če je bil samo eden, je to eden preveč. In tisti eden bi mogli vi ukrepati, da se to stanje popravi, ker to je nezakonito stanje in bi tudi dolžni to urediti. Če tega ne naredite, storite naslednjo kaznivo dejanje. Drži. Bom odgovoril. Poglejte, kar se tiče samostojnih podjetnikov in honorarnega dela, sem prej obširno povedal. Dodal bom še to, zdaj ne vem točno, mislim, da predlani je bila celo ena konferenca, ki jo Sindikat novinarjev v Sloveniji organiziral o prekernem delu. A veste, katera ustanova na področju novinarstva v Sloveniji je bila postavljena kot zgled, kako se to rešuje v Sloveniji? Radio-televizija Slovenija, ki se je edina lotila sistematično urejanja tega. Mi imamo podpisan dogovor z sindikati, kako bomo to uredili, in ker je zdaj prišla z programskega sveta pobuda, da to uredimo naenkrat, bomo to uredili naenkrat. Kot sem povedal, v naslednjih mesecih, seveda s podporo programskega sveta, kot veste, rabimo soglasje za sklepanje pogodb o zaposlitvi. To bomo uredili, veste, in to se ureja, ampak to je zatečeno stanje od obstoja Radio-televizije Slovenije. To ni zagrešilo ne to, ne prejšnje vodstvo. Sistem angažiranja honorarnih sodelavcev je bil sistem dela v tej in mnogih drugih ustanovah. Zdaj se bo to rešilo. Pa strinjam z vami, to je treba rešiti. In to vodstvo mora rešiti. In to rešujemo. Kar se tiče kaznivega dejanja javno objavljanja mobinga, morate mi povedati, na koga je mišljen ta mobbing, ker da bi jaz vedel, od postopkov mobinga nekaj v hiši imamo komisijo za mobbing, ne boste verjeli, tudi tu smo že bili na konferenci, ki je govorila o mobbingu, predstavljeni kot zgled, kako se organizira boj proti mobbingu v eni ustanovi. Ne vem, da bi bil javno objavljen mobbing, če bom seznanjen, bom zagotovo v zvezi s tem ukrepal. Kar se tiče pa tega zadnjega, kar se je tudi pisalo v medijih, kar je popolna izmišljotina, da so na seji programskega sveta razpravljali o kolegici Aščičevi in njenem priimku in da je to razlog, da ona ne bi mogla voditi dnevnika. Jaz tega nikoli nisem slišal na nobeni seji, ne programskega, ne nadzornega sveta in kaj takega bi bilo absolutno nedopustno. Internetni portal Zamisli.si. Gospa Vizir, pred leti ste izjavili, da je politika premagala novinarstvo. Kaj trdite danes? Drugo vprašanje. Po spletu že kroži predlog peticije, da ljudje prenehamo plačevati prispevke RTV-ju. Kako komentirate? In tretje vprašanje. Vaša medijska hiša mnogokrat poroča o krivicah v podjetjih. V čem se vi razlikujete? In zadnje vprašanje, ki ga vam še vedno postavlja Rok Gross. Ali boste odstopili, če se pojavijo v raziskavi dokumenti? Dokumenti, recimo, kaj se je razpravljalo na programskem svetu, da gospa Jelena, da nima kaj voditi dnevnika, zaradi tega, ker prihaja iz druge dežele. Se opravičujem, nisem član programskega sveta. Tukaj so vsi predstavniki, ne? Vi ste rekli,
vi ste se sklicevali na podatke na programski svet, da o tem niste bili seznanjeni. Pa kolikor se pojavijo podatki, da ste bili seznanjeni s tem, ali boste nemudoma odstopili? Hvala. Odgovorim? Lepo prosim. Hvala lepa za vprašanje. Ja, jaz sem svojeglava, jaz sem borka, veste, se nisem dala kupiti nikomor v življenju. Sem tudi kdaj kratko za to potegnila, ampak mirno spim. In velikokrat, in tudi z novinarstvom, z medije, predvsem s televizijo, tudi z radijem, se strokovno ukvarjam v zadnjih desetletjih še. Doktorirala sem na to temo in me boli, da je vpliv lahko na posameznike kar precejšen. Upam in se trudim, da je na televiziji Slovenija tega čim manj prekadrovske politike, ki jo skušamo voditi, in tudi seveda nič ne moreš skriti, saj se vse vidi, vendarle, ne? Vse se vidi. Še nekaj bi rada rekla, okrog... Torej, danes je drugače. Ne vem, ne spremljam drugih medijev toliko, da bi lahko rekla, bojim pa se, da ni vedno čisto tako, ne? Mislim, da se moji kolegi trudijo za čim višjo profesionalnost, to sem se zavzemala tudi v okviru parlamentarnega programa in nismo imeli nobenega vpliva politike. Mi je zelo žal, če drugače mislite. Mi smo že pripravljeni zaposliti vse honorarne sodelavce, seveda, ni problem. Eni se niti nočejo, ker zaslužijo bistveno bolje. Trenutno iščemo tudi način, kaj storiti s tistimi, ki nimajo izobrazbe. Teh ni malo in med njimi so tudi nekateri, o katerih vi govorite zdajle tukaj, z imenom in priimkom. Kaj bomo pa z njimi storili? Lepo prosim. Iščemo način, kako dobre honorarne sodelavce ohraniti, ne glede na izobrazbo. Torej, Erik Valenčič ni bil dober sodelavec? Ne govorimo o Eriku Valenčiču, ne moram se umešavati, ker on ni deloval kot stalni honorarni sodelavec, kolikor so me danes obvestili, o celem letu delal toliko, mislim, da samo nek dokumentarc, kakšno oddajo, ne vem, niti za eno dobro bruto plačo. In dobil mednarodno nagrado. Ja, hvala Bogu, če jo je zaslužil, čestitam še enkrat. To ni dovolj za vašo piso. Ja, oprostite. Tu ne bodo moji sodelavci povedali, koga bomo pa namesto... On ni bil odvisen od nas. Nekdo, ki v pol leta ne zasluži več kot 3000 evrov, ker tudi ni, kolegica razložila, ni pripravljen več delati takih stvari, ki jih pač mi potrebujemo, najbrž ima tudi druge priložnosti. Se upravičujem, ampak se ne bi rada umešavala, ker jaz ne odločam o Eriku Valenčiču, a bo delal ali ne bo delal, to ni moja stvar, direktorica televizije. Zdaj, razlogi, zakaj je nekaj kolegov moralo oditi oziroma jih bomo prekinili pogodbe, so predvsem te poslovne narave, torej finančne. Julija smo dobili rebalans na mizo, uredištva so, oziroma programi so ostali brez 5%, to je za nas pomenilo približno 150 000 evrov. In glede na to, da so honorarji približno 80% tega denarja, ki ga imamo, smo se pač morali odločiti tudi za to potezo, to gotovo ni bilo lahko. To je bila ena bruto plača preveč. Kakorkoli, Erik Valenčič ni delal kot stalni sodelavec v tem smislu, da bi delal dnevno. Mi pač potrebujemo v dnevno informativnem programu ljudi, ki delajo vsak dan, ki so tukaj v pogonu, ki so tudi na turnusih po 12 ur ali več. In njega je dejansko zanimalo neko drugo delo. Žal ni prišel na ta sestanek, kjer bi se lahko o tem pogovorili. On je v začetku leta naredil dokumentarec, bil je med Kurdi in je bil tudi dober dokumentarec, ne sicer dovolj dobro gledan, ampak za takšne projekte ne potrebujemo človeka na stalnosti oziroma na stalni pogodbi vsak mesec. To je dejstvo. Glede plačevanja RTV prispevka, gledajte, pozivanje k neplačevanju, to pa je kaznivo dejanje, to moramo vedeti. RTV prispevek je pač oblika financiranja javne radiotelevizije, ni slovenska posebnost. V vsej Evropi obstajajo javne radiotelevizije, združene so v EBU, to je Združenje javnih radiotelevizij, približno plačevanje prispevka povsod podobno urejeno, ponekod imajo letno naročnino, ponekod imajo prispevek, pri nas je to prispevek, ne naročnina, vedno se napačno to imenuje, ampak je prispevek in je parafiskalna dajatev. Lahko bi bilo to ukinjeno, pa bi se potem iz proračuna financiralo, ampak ne predstavljam si pa sodobne družbe, ki ne bi imela javnega medija. Dajte prisluhniti vsem tistim, ki danes od RTV Slovenije edini dobijo določene vsebine.
Če govorimo o manjšinah, o nacionalnih manjšinah, govorimo o invalidih, govorimo o določenih drugih skupinah, otroških programih, mladinskih programih, kultura, kje še kaj najdete razen na Radio Televiziji Slovenija. Zato obstaja RTV prispevek. Kar se pa tiče poročanja o drugih podjetjih, seveda, mi poročamo o tem, kaj narobi v drugih podjetjih. Jaz tudi sprejmem kritike, kaj narobi v našem podjetju. Ne morem pa sprejeti kritike, ki je osnovana na hodniški govorici, ni res. Jaz ne morem sprejeti kritike, zakaj ste odpustili Jeleno Aščič, oprostite, ker je nismo. Kako naj to razložim, da bo dovolj jasno? In to, kar se je ta teden pojavljalo v medijih, to, kar je objavil kolega Erik, to, kar je zapisal, je lahko njegov pogled, ampak tu stvari ne držijo, odstopajo od resnice. To, kar je profesor Milosavljević objavil, odstopa od resnice, od dejanskega stanja. In vsi o nas, a veste, pišejo in vsi vedo več o nas kot mi sami. Jaz sem za to in vedno odgovorim na vprašanje novinarjev, veliko časa si vzamem za to, PR-ovci lahko to potrdijo, da res konkretno odgovorimo, da se ne izmikamo, kolikor se ne da natančno na vprašanje. Vesela poskrat za misli. Prej sem slišala, da ste rekli, da Klemenčič ni odvisen od vas. A to pomeni, da vi vzamete samo delavce, ki bodo odvisni od vas, ki vas bodo poslušali in sledili. Potem zanima me, kakšno vprašamo Bojan Traven. Potem ne slišimo, kako morate imeti kakšen denar. Vemo, da zdaj delate oddajo, ki na teden pride 30 000 evrov. Zanima me tudi, zakaj vaši novinarji ne upajo dajati izjav. Tukaj sem kar nekaj časa spraševala in nihče si ni upal. In še zadnjo glede invalidov, ki ste jih že večkrat omenili, nekdaj niste hvatali najbolj pomembne zadeve glede invalidov in to je netransparentnost in nepravilnosti v fundaciji vplivov. To glede invalidov. Ne, jaz sem prej kriterije povedala. Pač imamo mi letos 4,5 milijona manj denarja, torej lahko 200 ljudi odpustimo. Naj dvigne roko. Ni kriterije. Strokovnost, prizadevnost, zavzetost, povedala sem pa ali ukinjanje projektov, tudi to je lahko, na vse zadnje pa nismo imuni tudi do tega, kako bo kdo preživel. Tudi to ne moreš biti. Nažalost ali na srečo je, tako smo ljudje. In kar invalide zadeva, mislim, bo generalni direktor še več povedal. Zelo se trudimo. Sama sem vodila programe, kjer smo te stvari objavljali, tako filme za slepe, kot podnapise v Dnevniku, Slovenski kroniki. To ni bilo vprašanje. Kaj pa je bilo? Jaz nisem dobro razumela vse, kar je spraševala, lahko ponovite. Plača moj svet boja. Plača boja na ta, glede invalidov pa ne govorimo tem, da spremljate invalidov. Ne spremljate pa, kaj se dogaja z denarjem, ki so namenjeni invalidov. Ne spremljate to, da vas stalno obveščamo in prosimo na eto oddajo glede fundacije FIHO, kjer se dogajajo razne nepravilnosti, netransparentnosti in vedno se oddaja obstrelno. To potem, kako o invalidih razlika kažete, kako se sprehajamo, kako živimo in da smo še vedno živi. Jaz verjamem, da bodo novinarski kolegi to storili na Jadran, kar je pa nik pojasni določene Smo stvari. tu, v zadnjih letih smo o teh nepravilnostih večkrat poročali. Zdaj, če imate vi kakšne konkretne podatke, vas prosim, da jih pač dostavite. Plača Bojana Travna, njegov honorar je 2,900 bruto, kolikor sem seznanjena, in to je to. To je primerljivo tudi z drugimi novinarji, ki so tukaj zaposleni. Zakaj novinarji ne upajo dogajati o tem, kar se dogaja v tej hiši? Glede, vsakdo lahko spregovori, kaj se dogaja. Nikoli še ni bilo niti enega represivnega ukrepa do nikogar iz te hiše. Pa vam povem po pravici, mislim, da bi moral biti. In sicer do tistih, ki širijo dezinformacije. Jaz lahko povem, da vsakdo v tej hiši ima svobodo govora, če meni napiše pismo, mu odgovorim, če gre v javnost, tudi poskušam odgovoriti, ne odobravam poširjanja dezinformacij ali poširjanja informacij, s katerimi se poskuša namerno škodovati hiši. Ampak jaz mislim, da je to razumljivo. Tu govorimo o pripadnosti naših ljudi. Pripada človek tej ustanovi bo tudi umazano perilo prav v ustanovi, ne pa v javnosti. Matej iz Radio Študent. Zakaj je Bojan Traven primeren, oziroma najbolj primeren za urednika Dnevnika, glede na to, da je bil
9-krat spoznan za kršitelja kodeksa, glede na to, da je občinski svetnik, in zakaj je on tisti, ki bo povečal neko produkcijo poglobljenih raziskovalnih oddaj. To zadnje, ne vem, kje ste dobili to informacijo. Gospa Bizilj je To bo Ljerka pa pojasnila. Bojan Traven ni imenovan za urednika Dnevnika. Ni imenovan za urednika Dnevnika. On bo spremljal, kako poteka implementacija prenove v dnevnem informativnem programu. Mi smo zdaj končali s to nadgradnjo grafično in vizualne podobe. Njegova naloga je še, da do konca leta to spremlja, išče napake, jih popravi in to je to. Torej ne bo urednik? Ne. Ne vem, mislim tudi, morda je tudi Bojan Traven ki je prispeval, jaz ne vem tega, ker se v delu informativnega programa ne vnašavam, ampak ustanovili so, to bi lahko Jadranka Ribernik tudi povedala, preiskovalno skupino, ki jo pač vodi Ahnen. To je vse. Pa še eno vprašanje je bilo sicer glede kriterijev. Se pravi, vse te kadrovske spremembe, po kakšnih kriterijih so bili te ljudje izbrani? Kot sem povedala, prvi razlog je bil poslovne narave, se pravi, to nas je zdaj prisilila ta finančna situacija, drugače tega gotovo ne bi naredili. Pri pripravi tega seznama, z naše strani bo bolj kratek sicer, gre za te 4 kolege, smo se odločali na podlagi večjih kriterijev tega, kje še delajo, kje jih še lahko porabimo v informativnem programu, ker zdaj pač, odkar je ta združitev parlamentarnega in informativnega programa, pač iščemo načine, da ljudje delajo na večjih koncih, da lahko čim bolj izkoristijo tudi to, kar jim ta program ponuja. Ena od teh kolegic itak ni imela stalnosti, se pravi tega statusa, ki je potreben za podaljšanje pogodb, tako da tukaj žal nismo mogli narediti veliko. Drugi trije so pa pač bili izbrani ravno na podlagi teh kriterijev. To ne pomeni, da so oni slabi novinarji ali karkoli. Jaz, kolikor vem, ima Erik Valenčič že neko ponudbo, za druga dva pa upam tudi, da boste našla čim prej novo službo. Luka Tetiškovič, Svet 24. Jaz bom preveril informacije, če drži, da gospa Biziljeva ni še vedno dostavila finančne konstrukcije projekta Ne se hecati nadzornemu svetu. Finančne konstrukcije projekta Ne se hecati nadzornemu svetu. Hvala lepa. Na zadnji nadzorni svet smo posredovali vse zelo podrobne podatke, kolikor smo jih lahko, glede na to, da še projekt ni bil takrat zaključen, ker ta nadzorni svet je bil konec julija in se niso še vse finančne zadeve zaključile. Dali smo tudi v pregled zunanji reviziji te zadeve, ker jaz pač želim, da so stvari čiste, tako da na prvi seji nadzornega in programskega sveta bo pa to vse natančno posredovano. Ali je res, da je odstopila glavna revizorka RTV-ja, da je dala odpoved? Notranja. Ja, notranja revizorka je dala odpoved. 1. junija, mislim, da pamet govorim. Potem je res, da je vsak projekt Ne se hecati presegel stroške 450 €. Vsi projekti razvedrilnega programa niso poceni, vsaka oddaja je draga in sega tam med 30 in 40 tisoč evrov. Misija Eurovizija je stala celo čez 60. In to je primerljivo z vsemi oddajami, ki jih delajo tudi druge televizije, tako to je. Tudi zdaj ta oddaja, ki jo pripravljamo, ne bo poceni, se pa seveda trudimo. Vi veste, da sem tudi za finance in na produkcijske procese se kar dobro poznam, pa verjamem, da bi tudi, če bi se sama vpletala vse te oddaje, vsaka bila tudi malce cenejša. Tako da ste lahko brez skrbi, da zdaj, ko sem se do Drobovja dokopala, se bodo stvari prav gotovo zelo, tako kot morajo biti. Jure Trampič iz Mladine, 2 vprašanje imam. Vrnem bi se na tega gospoda, ki skrbi za implementacijo sprememb. To je gospoda Travna. Prej niste odgovorili nič na očitke, na vprašanja glede častnega razsodišča. Torej, kako lahko človek, ki je naredil nekaj prekrškov, če se milo izražam, vodi tako pomemben projekt, kot je implementacija novih stvari? Bojan Traven je eden večjih poznavalcev televizije, pri nas pa tudi širše, delal je tudi v drugih državah, sosednjih, tudi na Hrvaškem, v Srbiji in pomagal ravno pri takih projektih. Vsebinsko seveda nima nekega vpliva na uredniško politiko. Torej, vam se ne vpliva na izbiro tudi ni na teh sestankih. Na nič. Zato imamo druge urednike, seveda. Imamo cel uredniški zbor, ki se ukvarja z oddajami. On se v bistvu ukvarja z grafiko. Struktura oddaje z grafiko. Urednica dnevno-informativnih oddaj je Mojca Pašek Šetin, če se ne motim.
tudi dnevnika in odmevov. Glede voditeljstva dnevnika mi ni bilo najbolj jasno, a v septembrskem planu za dnevnik njega ni kot nekega... Ste vi pri nas zaposleni, da imate ta plan? Slišal sem govorico, zato preverjam, če to je dela novinar. Plani se pri nas tedensko spreminjajo. Bo pa zdaj več prisoten v desku in tudi na sestanki. Pa še eno vprašanje, glede te nove podobe me zanima, zdaj, če je takšen problem z zaposlovanjem ljudi in z angažmajem odličnih sodelavcev, zakaj ste šli v prenovo TV studija? To je tudi nek finančni zalogaj. Mi smo s prenovo začeli januarja približno, takrat smo začeli s prvimi sestanki, z idejno zasnovo in ko je prišel rebalans, je bila zadeva že zaključena. Takrat tudi ni imelo več smisla prekinjati. David Švarc, naročnik RTV in plačnik naročnine. Mene pa zanima, kolikšno je število honorarnih sodelavcev na RTV-ju, ne bom rekel zaposlenih, torej tistih, ki bi morali biti zaposleni in nimajo pogodbe o zaposlitvi. To sem že prej povedal, da imamo 300 sodelavcev, s katerim bomo status uredili. Vemo, kdo so, bom rekel, sodelavci in na podlagi katerega statusa in dela bi v bistvu po zakonu tudi morali imeti pogodbe o zaposlitvi, torej pravite, da je takih 300 oziroma 350. Če bi v nadaljevanju lahko še vprašal, no, ker poudarjate to kot eden glavnih razlogov za to, vzrokov, tudi nezadostna oziroma neustrezna izobrazba teh sodelavcev, me zanima, koliko od teh dejansko nima ustrezne izobrazbe. Teh 300, ti imajo vsi ustrezne izobrazbe. Jaz bi prosil, to je novinarska konferencija, če dovolite, da novinarji sprašujejo za svoje. Mislim, da so to zelo vsem, vsaj za mene, pomembno vprašanje, pa da vsem pa za tistih 300 ljudi, ker prej ste razlagali, tisto oba, ste razlagali kot razlog in vzrok za to, da nimajo redne, bom rekel, zaposlitve in seveda temu primernega in plačila in vseh pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja, kot razlog, ki ste ga navajali, je bil tudi neustrezna izobrazba. To so drugi sodelavci, ne mešajte enih in drugih. Jaz jih ne mešate jih pa mi. Izobrazbe in tiste, ki je nimajo. Žal jih mešate vi, no, in glede na to, da jih obstaja 300 do 350 in da izražate izredno veliko sočutje do vseh teh sodelavcev, vas sprašujem, zakaj ne bi solidarnostno tudi ekipa, vodstvo RTV-ja stopila po isti poti in od tega trenutka dalje, do trenutka, ko se bodo uredile razmere, delala honorarno, brez dopustov, brez bolniških in da ne naštevam naprej. Hvala. Jaz bi rada, če dovoliš, general, povedala. Mi smo, mislim, da v tej kvoti letos že zaposlili 8 honorarnih stalnih sodelavcev, naslednja faza je še 8, da smo jih vsaj med 50 vse vprašali, nekateri se niti nočejo zaposliti, ki izpolnjujejo pogoje, ker zaslužijo bistveno bolje. Naprimer, ena od honorarnih sodelavk, ki se je pritožila, ne vem zdaj razloga, ta trenutek mora vračati denar, ker je kot honorarna sodelavka zaslužila bruto bistveno več kot zaslužimo redno zaposleni. Osebno sem pa večkrat rekla svojim sodelavcem, da bi se kar prijavila za honorarno delo, ker sem delaholik in da lahko bistveno bolje zaslužila kot redno zaposlena. Jana Zalaki, Junal 24. Pri vrčevanju ste omenjali neke ogromne številke, 4 milijone evrov na denarja letos od lani, več milijonov za zaposlitve honorarcev stalnih, več milijonov za čas, ko se izteče ZUJ. In potem na informativni program je odpadlo 150 000 evrov tega prihranka. Pa me zanima, omenili ste, da ste prekinili sodelovanje s 4 sodelavci. Izmed teh je zaslužil 5000 evrov v pol leta, ko ste rekli. Torej, ali ne boste izpolnili plana vrčevalnega, ali pa ste želeli med prštizami povedali, da še kakšne prekinitve pogodb prihajajo? Preden bo urednica povedala okoli kolegov, ki ne bodo z nami sodelovali, malo ste zdaj kruške, jabolke, ostalo sadje sešteli, nekatere zadeve se nanašajo na prihodnje leto. Zdaj jih prej povedati, s prihodnim letom tudi zaposlitve, ki jih bomo izpeljali, nas bodo v proračunu udarile prihodnje leto. Letošnjem letu, to, kar je pa direktorica govorila, so številke vgrajene v poslovni načrt. Mi
Na prihodkih smo nekoliko pod planom, na odhodkih seveda moramo biti skladno s planom, ne moramo si dovoliti, da bi poslovali negativno in iz tega seveda potem tudi prilagajamo delovanje. Ne. Je pa tudi res, da imamo novo vodstvo, da je televizija dobila vodstvo, torej novo direkcijo televizije in pa novo odgovorno urednico, ki pa seveda po mojem mnenju in mislim, da se ima to lahko dovoli, imata nek manevrski prostor. Zna se zgoditi, da kakšno oddaje se tega ne bo. Govorimo o tistih oddajah, ki so dražji, recimo mednarodna obzorja. Mi sicer od začetka leta že planiramo, smo planirali eno oddajo, ampak če bomo prišli do izračuna, da to ne bo šlo skozi v letošnjem letu, bo zadeva predstavljena naslednje leto. Prekinili smo stalno sodelovanje s 4 kolegi, nekaj kolegov pa dela v drugih uredništvih in tu smo se pač odločili za ta dogovor z njimi, da za naše uredništvo v tem trenutku ne bodo delali, se pravi, ne bodo dobili od septembra, oziroma od konec septembra pogodbe naprej in bodo delali v drugih uredništvih. Kakšne pogoje zagotavljate za raziskovalno novinarstvo? Ali se zavedate, da pri raziskovalnem novinarstvu morate zagotavljati neko pravno varstvo? Zakaj ste potem bili na začetku nejevoljni, da morate Eriku Valenčiču zagotoviti pravno varstvo? In pa ali se zavedate, da dobri raziskovalni novinarji so svoje glavi in prej ste bili zelo nejevoljni, da nekateri delajo na svojo roko. Pri raziskovalnem novinarstvu je verjetno treba delati tudi na svojo roko. Se resnično zahvaljujem za to vprašanje, ker sem hotel pa to sam povedati, pa sem bil predolg, sem pač prednehal. Zagotavljam, pa zdaj, ne verjamete ali ne, to, kar je Erik zapisal, ne drži. Prišlo je do nesporazuma, informacijo je dobil od kolege pravnika, ki je bil na novo zaposlen na radioteleviziji in teh praks ni poznal. V trenutku, ko sem zvedel, kaj je Eriku povedal, sem naročil, da se takoj aktivira odvetnika, kajti naša pravna pisarna v kazenskih postopkih ne more zastopati. Aktivirali smo odvetnika in dobil je odvetnika. Mi smo v vseh primerih do zdaj, karkoli se je dogajalo na sodišču, vedno nudili pravno pomoč vsem našim novinarjem brez izjeme. In tudi v tem primeru je bilo tako. Jaz sem to uredil pred klicem Društva novinarjev Slovenije. Čeprav pač v javnosti se je to prikazalo pol drugače. Če bi že bilo treba, bi lahko celo to dokazal, ampak mislim, da res ni treba s telefonskimi klici in tako naprej. Dejansko vedno nudimo pravno zaščito. Podpiram, da imamo raziskovalno novinarstvo, podpiram, da imamo zelo družbeno kritično oddaje in vsebine in seveda, okolikor bodo tudi delovali na ta način, bodo tudi imeli pri tem našo pravno pomoč. Jaz bi sam dodala, da Eriku ostaja ta pravna pomoč tudi potem, pač kolikor časa bodo še te zadeve trajale na sodišču. Tista kazenska ovadba je bila potem, mislim, da zavržena v zvezi z prejšnjo zadevo. Drugače pa smo tudi uredili protokol, sicer s pravno službo, tako da zdaj vsi novinarji, tudi če mogoče prej kdo ni vedel, zdaj vedo, kam naj se obrnejo, kako naj se dogovorijo o pomoči, kdaj potrebujejo odvetnika, kdaj je dovolj samo naš pravnik. Te stvari so zdaj jasne, prej niso bile urejene. Lahko samo eno čisto res pravne vprašanje, ki se navezuje direktno. A se zavedate tudi, da pač raziskovalni novinar ne bo mogel dnevno in tedensko objavljati vsebin, ker bo mogel pač delati na svojem raziskovalnem delu? Mi zdaj že nekaj mesecev postavljamo preiskovalno skupino in to je poseben način dela, ja, se strinjam. A sem prav razumela, da gospod Firi imate plačo 2400, medtem ko gospod Travnik 2990, samo zato, ker je studio? Neto plačo, neto. Gospod Travnik ima pa bruto. Moja bruta je pa 4200, tako. Ampak spet to, ki ima gospod Travnik, manj manjka. Ja, če plača davke, ima manj, pa ne plačuje. Samo zato, ker je studio. Samo zato, ker je studio. Zelo primerljivo je. Se strinjam.